Zdaj pa povabil Karla Gržana, mater, popolni pisatelj, publicist, scenarist, mislim, da pionir v marsičem, nazadnje avtor dveh odmevnih knjig, prednimo Služe so zakleti, potem je bilo Zakaj Bog dopušča, in zdaj zadnja povezana 95 let, neizprostni postajate, oziroma ste verjetno vedno bili, ampak zdaj pa neizprostno tudi glasni. In lahko rečem, da kar sem na začetku pozabil, tako rečem, te darine in zvelila kulturne dediščine, namen tega je tako najti kompromis, da je človek avtentičen, hkrati pa tudi državljan sveta. In tudi ste taki, da po vseh ekipah udarjate tam, kjer je ne samo po svoje, ne samo po nasprotju, ko bi tam kar čudovanje vredno, ker ste kritični do vsega, kar vidite. In kar da me veseli, da ste tukaj in hvala za vašo podelitev v tem temi. Hvala za povabilo, pa tudi z moje strani lep pozdrav. Bi pa rad svoje, torej dve temi imam, isto prosil, da me upozorite 5 minut prej, ampak bom sam skušal govoriti zelo strnjeno. O 500-letnici reformacije bi rad potegnil en navdih od Primoža Trubarja, najprej od njega, potem pa še od Martina Lutra. Od Primoža Trubarja bi rad potegnil navdih, kako je pomembna vzgoja oziroma oblikovanje, kako je potrebna vaja za to, da znamo živeti kljub pestrosti misli prepričan v medsebojni harmoniji. Zakaj bi to opisal povezal s Primožem Trubarjem? Preprosto zato, ker je bil on sposoben v raznolikosti slovenskih narečij dejansko potegniti ven naš, bi rekel, zborni jezik, če lahko rečemo temu, naš knjižni jezik, v raznolikosti narečnih besedovanj je potegnil tisto, kar nas povezuje in združuje in na nek način ohranja tudi kot narod. To se mi zdi izjemen navdih Primoža Trubarja, ker še posebej, ko govorimo o Slovencih. Jaz večkrat pomislim na to našo izjemno občutljivost slovenskega človeka, oziroma tudi to izjemno hotenje, da bi misli preraščali oziroma da bi mislili enečken drugače. Men na to kaže recimo pestrost slovenskih narečij. Recimo, če pomislimo, da jih ima velika Rusija samo približno 20, mala Slovenija pa več kot 50, nam to govori o naši izjemni senzibilnosti, zaznavnosti in enem silnem hotenju po izvirnosti. Mi želimo malce drugače zveneti. In tudi, ko nam že nekdo pripoveduje svojo misel, mi že mislimo naprej, mi hočemo preraščati. Zdaj pa narod oziroma posamezniki v narodu, ki so na eni strani izjemno zaznavni, občutljivi, po drugi pa miselno raznoliki, povezati v skupnih imenovalcih ni tako enostavno. Oziroma morajo biti zato dobri voditelji, tisti, ki so se družbeno izpostavili, lahko jim rečemo tudi zborovodje. Pa tudi, ko o tem razmišljamo, o tej povezovalnosti v raznolikosti, so lahko zborovodje, bi rekel, ena dobra primerjava. Ker zborovodja ima rad večglasnost, ampak mojstrstvo zborovodja je, da vse te različne glasove dejansko poveže v harmonijo. Enoumnost je neumnost. Anton Trstenjak je rekel, da je kapital slovenskega naroda v pestrosti misli, v tej raznolikosti, ki pa seveda zahteva tiste spretneže, ki so povezovani za skupno dobro. Tako kot je Trubar potegnil izpostavil zborni jezik, tako je zelo pomembno, da mi v tej raznolikosti mišljenj
najdemo tiste skupne imenovalce, ki so skupne cilje, ki so nam pomembni, in da ovrednotimo tudi različnost misli. Zakaj tudi različnost misli? Preprosto zato, ker je prav raznolikost razmišljanja potencial, edini potencial, mislim, temeljni potencial za miselno preraščanje, da se ne ukalupimo v nekaj dokončno resnico, ampak da mi nekdo, ki misli drugače, alternativno, preprosto pomaga, da se osvobaja mislenih ujetosti. To ne pomeni, da začne misliti kot on, ampak ravno raznolikost njegove misli mi omogoča preraščanje. Seveda, da smo pa sposobni, takega bi rekel, to je ena taka formula, preprosto 5-1, če ne znaš na eno razlikovanje ozavestiti 5 področji, zaradi katerih pa bi rad z nekom debatiral, oziroma da celo tista raznolikost mogoče celo bolj priteguje, ker ti omogoča misliti naprej, če nisi sposoben tega 1-5, dejansko si ogrožen človek in če si družbeno izpostavljen javni funkciji, tudi ogrožaš skupno sožitje. Da si predstavljate nekega zborovodja, nek zbor, ki želi zveneti več glasno. V Lučah, odkoder prihajam, poje celo 6 glasno, v Sočali vadi zdaj ena deklica 8 glasno. Da si predstavljate, da bi si izbral neki pevci, da bi si izbral za zborovodje nekoga, ki ni sposoben uskladiti to v harmonijo. In tu je tisto vprašanje mojsterstva usklajevanja, ne brisanje razlik, kar se pogosto pojavlja kot tisto, da bo mir, moramo pa vsi biti enoumni. Ne, ampak usklajevanja in prepoznavanja pestrosti misli kot temeljnega kapitala. Zato je potrebna vzgoja, zato je potrebna preprosta vaja, veste. Zato je potrebno že od malega uvajati v igrivost usklajevanja. Ampak recimo Platon je priporočal za to glasbo. Tu imam jaz eno tako hudo osebno bolečino, ko pomislim na javne medije. Recimo tudi na nacionalno televizijo. Poglejte, nam projicirajo kar vzorce, kjer je dvobojevitost. Celo športi, ki imajo vsebujejo izraze, kot je napad, obramba, strel. To je zame dobro, pejmo se fuzbal. Ampak gledajte, naš nacionalni radio ima simfonični orkester. A se spomnite, kdaj na televiziji ste poslušali posnetek koncerta našega, ki ga imajo pod streho simfoničnega orkestra, ker vidiš raznolike inštrumente, ki pa so sposobni zveneti v harmoniji. Zato je Platon priporočal glasbo, ker tam ti zveniš drugače, ampak se moraš uskladiti v harmonijo. Tukaj, ne. In to je zame res ena taka huda bolečina, ker prav, a se vi spomnite, kdaj ste, ne mislim zdaj na Dunajski koncert, na koncert prenosel z Dunaj, ampak da je naš simfonični orkester RTV imel kakšno, ko bi vse niti ob 23. uri ne. Ni. Imamo pa cel kup nekih tekem, ki vizualizirajo nekonstruktivno polarizacijo. Da ne boste mislili, da sem proti košarki. Ampak manjka pa tisto, kar pa vizualizira sodelovanje in pa dopolnjevanje, sposobnost usklajevanja. In ko govorimo o miru, je to treba vajati. Tukaj, če mi samo racionaliziramo, veste, ker mi večino podatkov dejansko, oziroma večino ravnanj je pogojenih od te simbolne govorice, ki pa je v fuzbalu ne dobiš, še enkrat podaljam, če kjer navdušen, mislim, da ne bi bilo prenosa. Ampak, klasika, manjko mi pa orkestri. Koliko minut je še? 7 minut. 7. Potem pa še sam, torej vaditi, to je vaja. Oziroma, ozavesti, da smo sposobni, je pa treba to tudi se vaditi, to je pa proces, šolski proces, kako ustaviti v vzgoju na nivoju doživljajske pedagogike. Pa tudi simboli, ti simboli so zelo pomembni. Fuzbal, kje imamo orkestre, recimo, kje imamo zbore še mogoče imamo, pa tudi, a ste videli kak prenos zborovskega. Tam še Vida Prestiči nam pokažejo pri dnevniku en insert, pa še tisti določijo, da ne sme biti dolg več kot minuto pa 20 sekund. Za fuzbal tekmo pa je lahko, če so podaljšajo, ni nobenega problema. Tam pa mora biti minuta pa 25, če že. Ne smejo nehati. Ne smejo nehati.
Ja. Druga stvar se mi pa zdi, bi pa šel na Martina Luthera. Glede, Martin Luther je za logiko evangelija, za logiko harmonije na nek način izval teologijo. Ne? Preprosto zato, ker je takrat teologija, ker teologija ni bila teologija, to ni bilo govorjenje o Bogu, ampak je bila manipulacija cerkve s pozicije moči. In zato je preprosto on nekatere stvari ozavestil in pač rekel, ne, da tisto trgovanje, pa ne samo za odpusti, tudi drugače, govorimo o srednji veki, bilo obdobje prestrašenosti, zaradi tako velike, bi rekel, tako velikih pritiskov, ki so notranje ogrozili počutje človeka. Namesto, da bi Bog odreševal, je dejansko podoba Boga zastraševala, celo usažnjevala za interese inštitucije. Zdaj pa, recimo, po 500 letih, zato sem napisal tisto knjižnico 95 tez, ne, se mi pa zdi, da je treba pa ozavestiti tista področja, ki jih je zopet potrebno vrniti k izvornemu pomenu. Tako pred 500 leti teologijo, danes pa tako imenovano ekonomijo, ki pa to ni. Zakaj to ni? Zato, ker to, kar vlada, je hrematizem in stari modreci, prej sem omenil Platona, tu Platon recimo v svoji državi zelo jasno ozavesti, kaj pa že pred njim so, ne? Pa po njem tudi, potem pa se je skril ta pojem hrematizem, zakaj? Ker je nevaren. Zakaj je nevaren? Ker omogoča razlikovanje. Če ti veš, da je ekonomija že v pomenu besede poskrbeti za dom, skrb za dom pomeni poskrbeti za vse, pravično v sožitju, ne samo v odnos človek med ljudmi, ampak tudi v odnosu do narave, do preostalega stvarstva. Ne? In če veš, da pa je nasprotje tega, oziroma nedopustni, neetični koncept, tako imenovani hrematizem, in ga ozavestiš, ne? In rečeš, to je pa tisto kopičenje, ko večina ljudi, pa tudi stvarstva, je v bolj ali manj suženjskem razmerju do privilegirancev. Ne? V ekonomiji je pridobitništvo omejeno, v hrematizmu pa ni. In zame je to največja globalna prevara, v čem, ker ne poznamo več, nimamo pojmov in zato ne poznamo več jezika prevare. Ne? Če veš ti, kaj je to ekonomija in kaj spada pod ekonomijo, tudi v tržnem gospodarstvu je veliko dobrega, ne? Kaj pa je pa tisto, kar pa ni dobro, ker je krivično, ker je celo zločinsko, lahko ločiš. Pri nas pa več ne moš ločiti, ne? Ker če je pa za vse en pojem, pa dejansko potem politika, ko rešuje ekonomijo v sedanjem modelu, tudi na naši ravni, kot na globalni ravni, rešuje dejansko hrematizem. In to je ta prevara, ki jo treba ozavestiti in brez da bi to ozaveščenje začeli ločevati, zdaj nimam časa, da bi razlagal, kako neutralizirati to, ne? Dejansko nas bodo vodili v vedno globljo in vedno bolj utesnjujočo manipulacijo. Danes, jaz najraje povem podatek, ki je po svoje grozljiv, ne? Tudi danes bo umrlo 36,000 otrok, tudi danes v Sloveniji je 3/4 delavca na minimalcu, pa sploh ne bi bilo treba, ampak to je koncept, ker je v tem konceptu tudi zastraševanje, ogroženje, ker je potem fokusirajo in lažje manipulirajo misli. Potem jaz ne moram zdaj naš dolgo in široko govoriti, je pa to vsekakor izziv, s katerim se treba soočiti, če želimo živeti v miru. Kajti pravičnost, medsebojna spoštljivost je osnova tudi medsebojnega, mirnega in blagega sožitja. Jaz se vam zahvaljujem, mislim, da sem še več pokorodil 15 minut. Ne, nisem. Sem imel poskusen slabo vez, da... Lahko sem jih vprašal, lahko večkrat bolj razložite ta pojem hrematizem? Ja. Vete, to je pojem, ki se je skrivniti v tem degrenem slovarju, tu ga ne najdete. To je ločevalstvo, ne? Tako imamo toplo, mrzlo, pravično, etično, neetično, tako so ozavesili, kakšen je, bi rekel, etičen in zato dopusten model družbene ureditve, skrbi za dom, ne? Na globalni ravni in tudi lokalni ravni. In so vedeli, recimo, to ne pomeni, da imamo vsi enako, vsi smo pa siti, pa vsi smo pa oblečeni,
so tudi rožce zalite, je za živali poskrbljeno, je poskrbljeno za vse. Ni nikogar, ki bi izvisel v trpeče stanje. To je, ne? Nasprotje tega pa je dejansko zločinski, jaz smo reči kar zločinska oblika sedanjega vladanja. Prej smo govorili o koncentracijskih taboriščih. Koncentracijska taborišča so se začela z rastlinami, živalmi, pa pri človeku. Tudi danes so med nami popolnoma legalna. Ko dejansko ljudi, ki motijo ekonomski, pridobitniški proces, izločajo oziroma osamijo v posameznih ustanovah. Zgodovina bo to presodila kot koncentriranje v posebnih taborih. In posebej recimo ljudi, ki dozorijo v modrost, ne, se rečem, Kelti so rekli, najvišja stopnja moškega je modrec, ženske pa baba, ne. Ampak to najbolj žlahnem pomenu. Babe so bolj pomembne kot modreci, rabijo pa tudi modrece. Zakaj? Ker baba je tista ženska, ki je dozorela in z darom, ki so rekli, da je Bog dal moške moči, ne ženski pa srce in intuicijo, ki za intuicijo zaznava trenutek časa in v sodelovanju z moško močjo, tudi bojevitostjo in razboritostjo, ustvarja boljši svet, bi rekli po domače. Tukaj mi nimamo več razpucanih pojmov, kaj je in kaj je nedopustno. In seveda pa zelo poudarjam v tem svojih tudi tezah, pa še prav tisti preomenjeni knjigi, poudarjam, da je možno premagati to sistem z ozaveščanjem in ironizacijo. Zdaj bi mogel imeti pa 15 minut, da bi spregovoril o ironizaciji, ki se začne pri sebi, ki je vedno na samozavesti in na pozitivnih izhodiščih, da se ne spodneseš, ampak da dejansko stojiš trdno na samozavesti, obenem pa odvzemaš z ironizacijo osebno ali pa v družbi moč tistemu, kar je pa zelo često in je zelo. Jaz sem mogel, zdaj da sem vam dal Argo Kocko, veste, da se zavedam, da je to veliko preveč strnjeno, ampak prosto je predstavljeno. Še imaš drugačno vprašanje? Smela samo nekaj. Namreč, v tej knjigi 95 tez boste našli zelo jasno razlago tematizma v tezi 6, pa potem 7 in 8. Tako da vam res priporočam, da to preberete. Preprosto, da vas popolnim iz vašega teksta, citiram, da v hermatizmu je kopičenje in bogatenje posameznikov neomejeno. Neomejeno, ker nima zapori. Ampak pa smela, ker sem že pri besedi, samo 2 stavka reči, ker ste omenjali modrece, ne pa ženske, tako naprej. Jaz bi samo to postavila v konkretno zgodovino od 12. stoletja pred našim štetjem naprej, pa do od 21. stoletja, namreč večino stoletij, z izjemo 20. potem pa 21. so ravno modreci onemogočali, da bi normalno ženske se lahko izobraževale in producirale znanje. Tako da to je zelo pomembno, zaradi tega se je potem, kako bi rekla, cela vrsta tudi negativnih stereotipov ženskih razvila. To je že druga tema. Samo za dodatek, kaj so modreci vse počenjali, ne? Ker so bili izključeni tudi iz cele vrste dejavnosti, ki so veljale kot nevrline. Nevrline, to je po Aristotelu to, kar sodi k ženskam, to ni vrlina, nasprotje je pa moško, kar je v moška bila pa vrlina, ona pa specifična vrlina, tako mimo grede. Ampak ne več o tem, samo toliko, ker sem pa zelo vesela, da ste se v 54. tezi posebej obrnili tudi k temu vprašanju od moško-žensko. V Sloveniji imamo veliko krajev, torej, ko rečem jaz babe, to skrajno pozitivno. Ker so bile babe nevarne, je bilo treba njih ponižati v babico ali pa izraz omalovaževati. To pa pomeni, da je postalo skoraj kot zmrdljivka, ampak mi v Sloveniji imamo veliko krajev, ki se imenujejo babe. In celo pri divjih babah so nas tisto piščal, ki govori tem, kako so dejansko babe bile sposobne zvabiti, pritegniti v konstruktivnost. Jaz vidim prihodnost brez takih pravih babic, žensk, jaz bom rekel kar babe, ker mislim to skrajno pozitivno. Dejansko ne vidim rešitve. Ja, ustvarjalno človeško bitje ženskega spola. Tako je. Moram imeti v Ljubljano,
Rad bi zelo še bil z vami, preprosto ne morem. Žal mi je, se res upravičujem. Zdaj, takoj odidete? Ja, moram. A vi ste z vlakom? Ne, z avtom. Z avtom? Ja, žal mi je, oprostite. Pa pospešeno nekaj dali. Škoda, resno. Ja, mi je zelo žal, ne bi... Zdaj bodo vsi ostali videli, kaj bodo na koncu dobili. Rešimo z vaše teze. Roman, a lahko je samo minutko, če se... Ja. Magda, ti bi rada spregovorila? Ja, samo, se pravi, to bo minuta, ali še samo nekaj. Ja, veste nas veseli. Ja, ker vedela sva že v knjižnici leta na Županjče. Ja. Namreč teh vprašanj, ki jih vi odpirate, kot sem že tam rekla, na temo klimatizem ali ta ekonomija, to so vprašanja, ki bi jih morali v bistvu ekonomisti najvišjega ranga danes, ki jih ni malo, odpirati. In jaz sem vesela, da jih odpirate vi, ker nekdo jih pač mora. In dejansko gre za to, da mi, povprečni državljani, ljudje, ki se sploh ne ukvarjajo z akademskimi znanostmi in razumemo, kaj je ekonomija. To je zelo preprosta stvar. Se pravi, z relativno omejenimi sredstvi, ki jih imamo na razpolago, kakršnakoli že so, ustvariti čim več. In to je človeški potencial, ustvarjalnost. To delamo v vsaki familiji z budžetom ali pa z vrtom ali pa z nemčem. In potem pravično razdelimo. In bistvo tega je, torej, kaj je pa cilj tega ustvarjanja. Ali je cilj, kot vi rečete, pravična razporeditev in da smo vsi ti, da ni nihče lačen in da je to nekako pravično, ali je pa cilj bogatenje. Skratka, stvari so izredno preproste, samo treba jih je povedati in ljudje jih morajo pač ozavestiti. Jaz sem vam zelo hvaležna za vam, gospe Jovanovi, ker ste znali to, kar jaz tako zakompliciram, povedati. Najlepša hvala. Hvala se jaz sem še z vami razpravo. Najlepša hvala. Ja, hvala, lepo se imejte naprej. Se tako vidim, če gledam. Jaz tudi kmet in lepo se imejte.